Veliki znak je prejela družba Kemokovina. Prejeli so ga ob 30-letnici delovanja družbe in kot je dejala direktorica Nataša Vnetič-Tomše, jim ta predstavlja priznanje za ves dosedanji trud. To je v bistvu neka taka nišna dejavnost, ki ni običajna ali pa bomo rekla, redko kdaj se kdo odloči, da samostojno jo opravlja. Tako da veliko pomen, če te nekdo prepozna in prepoznavaš svoj trud. V podjetju s 14 zaposlenimi se ukvarjajo specializirano dejavnostjo protikorozijske zaščite, torej peskanja in barvanja v kovinski industriji, delujejo pa predvsem v strojegradnji, gradbeništvu, prevozništvu, ladjedelništvu in železniški industriji. Prisotni smo predvsem v Posavju, v Dolenjski, pa tudi po celi Sloveniji. Ogromno se pa dela s partnerskimi podjetji, v kooperacijah, v mreženju, tako da večina izdelkov oziroma skoraj vsi izdelki grejo v izvoz. Poleg velikega znaka so podelili še znake občine Krško, ki so jih prejeli Mirjana Marinčič, Branko Strgar, Helena Španovič in Jože Kodela. Slednji za razvoj vinogradništva in vinarstva v vinorodnem okolišu Bizeljsko-Sremič. Jaz, ko sem zvedel, oziroma ko sem jo predlagal, da sem mogel podpisati, sem bil res tako prijetno presenečen, bi rekel, ker to ni zdaj kar nekaj takega, tako da je to verjetno tudi priznanje, to, ko se z vinogradnikom trudim za ta svoj trud. Moram pa povedati na tem mestu, da s tako ekipo, ko jo imam, brez te ekipe tako ne bi zmogel vsega tega, kar smo dosegli. Tako da ta znak mi res mi nekaj pomeni za nazaj, pa tudi pa za naprej. Na slavnostni akademiji so podelili tudi 12 jubilejnih priznanj. Sicer pa je občinski praznik tudi čas za analizo dela v preteklem letu. Prav veselje mi je, da smo letošnje leto oziroma to leto med enim in drugim praznikom preživeli ustvarjalno, navkljub težavam, ki jih je povzročala pandemija, pa vendar investicije so tekle normalno. Pravzaprav je celotno poslovanje teklo tako, kot smo pričakovali in dosegli smo pravzaprav skoraj vse začrtane cilje. Tako da tudi letošnje leto, ki je bilo sicer še nekoliko bolj zaostreno, je potekalo vse v redu, tako da lahko rečem, na občinski praznik se lahko veselimo marsikatere nove pridobitve. Stanko se je v svojem nagovoru ozrl v zadnje desetletje in ob letošnji 30-letnici samostojne države dejal, da med tem, ko uresničujejo kratkoročne cilje, vseskozi razmišljajo desetletja naprej. Pred nami je novo prelomno obdobje za našo lokalno skupnost, ki ga bo gotovo generirala gradnja drugega bloka jedrske elektrarne. Kot naložba nacionalnega pomena bo za Krško predstavila nov ključen korak k nadaljnjemu razvoju. Slavnostni govorec je bil generalmajor Ladislav Lipič, ki je spomnil na čas osamosvojitve in nastanka slovenske države. Letošnje leto je gotovo čas za premišljevanje. Premišljevanje o naši samostojnosti in enotnosti, kajti letošnje praznovanje je namenjeno ravno omenjenima vrednotama, ki bi morali biti večni vrednoti. Posebej izpostavljam ravno enotnost, ki je bila velikokrat izgovorjena, vendar v zadnjih letih premalokrat doživeta. Pogoj za enotnost je zaupanje. In takrat, leta 1990 in 1991, nam zaupanja ni manjkalo. Zaupali smo drug drugemu, zaupali smo v takratne inštitucije in modro vodeno politiko. Za slovesno vzdušje na slavnostni akademiji, ki je zaradi epidemije potekala v okrnjenem obsegu, so poskrbeli člani godalnega kvarteta Glasbene šole Krško in Rajhenburški oktet.